Takole, jaz sem snemanje priključila, zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Naj se vam najprej predstavim. Moje ime je Maja Pajek, sem profesorica na Fakulteti za šport, in poučujem naslednje predmete: osnove gibanja v športu, vse predmete, povezane z orodno telovadbo oziroma športno gimnastiko, in pa tudi pilates na blazinah. V okviru projekta sodelujem kot, predsednica strokovne komisije, celotnega projekta, tako da, sem vesela, no, da ste se danes odzvali, na predavanje, in sicer naslov današnje teme: Rojeni za gibanje. Zdaj, to ni samo slogan, to je biologija. Naše telo je ustvarjeno za gibanje, ne za sedenje, ne za ekran in ne za pasivnost. Torej danes ne bomo govorili o športu, govorili bomo o gibanju, se pravi, govorili bomo o življenju in o tem, kako se naše telo počuti, ko ni telesno dejavno. Zdaj, nekje 45 minut je namenjenih temu, da predstavim tematiko, in potem bomo imeli še nekih 15 minut časa za to, da boste postavili različna vprašanja. Zdaj pa predno, no, zdaj pa je malo zaspal tale moj računalnik, samo malo. No, evo ga. Takole. Zdaj pa predno bomo šli res na tematiko, bi želela, da razjasniti nekaj osnovnih pojmov, in sicer osnovnih pojmov, ki se dejansko uporabljajo vsak dan, vendar jih vsak nekoliko drugače razume. En tak prvi osnovni pojem je telesna dejavnost. Kaj pravzaprav pomeni telesna dejavnost? Telesna dejavnost je kakršnokoli telesno gibanje, ki ga dosežemo z mišičnim delovanjem in poveča porabo energije. Zdaj, telesna dejavnost je praktično kakršnokoli gibanje, ki pa je lahko planirano, kot je recimo neka vadba in trening, in pa neplanirano. Recimo hoja po stopnicah, ko pridemo domov, ali pa vrtnarjenje, ali pa pomivanje pomivanje stanovanja, sesanje in tako naprej. Se pravi, gibanje, ki ni planirano, ki nima določenega števila ponovitev, tudi to je telesna dejavnost. Kaj pa potem športna vadba? In tukaj vidite, da imamo več sopomenk: telesna vadba, športna vadba ali na kratko telovadba ali trening. Je pa nekako podpomenka telesne dejavnosti, za katero je značilno, da je načrtovana, da je strukturirana, da se ponavlja in da se izvaja z namenom izboljšanja ali ohranjanja ene ali več komponent telesne pripravljenosti. To je tisto, kar ponavadi delamo na rekreativnih programih, in tisto, kar tudi vi sedaj delate v okviru tega projekta, ko izvajate in ste udeleženci različnih vadb. No, šport ima podobno definicijo kot športna vadba, pa vendar na koncu vključuje tudi določeno obliko tekmovanja. Kaj pa je telesna pripravljenost? Telesna pripravljenost je pa nekaj drugega. Telesna pripravljenost pa obsega in gibalne in funkcionalne sposobnosti telesa in tudi njegovo morfološko stanje. In je sestavljena iz dveh komponent. Prva je z zdravjem povezana telesna pripravljenost. To ponavadi zasledujemo pri vseh rekreativnih programih. In druga z gibalno učinkovitostjo povezana telesna pripravljenost. Ta pa je značilna za posamezne športe, ker pri posameznih športih ni dovolj, da smo mi telesno samo dobro pripravljeni, pač pa moramo biti gibalno učinkoviti v določeni športni panogi. Na primer, v tenisu moramo zelo dobro poznati tudi tehniko vseh udarcev, da smo lahko uspešni. Tako da s temi tremi izrazi se bomo nekako danes srečevali skozi naše predavanje. In če gremo naprej, malo poglejmo v zgodovino človeštva. Naši predniki se niso gibali zato, da bi bili fit,
ampak zato, da so našli hrano, da so pobegnili, da so preživeli. In tisočletje sta bila gibanje in telo in s tem povezani možgani in kognicija tesno povezani. Gibanje je bilo dejansko del življenja, ne izbira. Danes pa živimo popolnoma drugače. Danes mislimo, ko sedimo, in na drugi strani gibamo, da ugasnemo misli. Sedimo v službi, sedimo doma, sedimo v avtu. Včasih so se ljudje usedli, ko so bili utrujeni. Danes pa smo utrujeni od sedenja. In to je bistvena razlika današnjega časa. Naše telo pričakuje gibanje, ker telesa se niso spremenila v teh tisočletjih, mi pa mu ponujamo sedenje. Zdaj, če pogledamo, posledica tega sedenja je zagotovo ena največjih kroničnih bolezni in to je debelost. In s tem povezane diabetes, srčno-žilne bolezni, ledvične bolezni in tako naprej. Če pogledamo samo tole drsnico Svetovne zdravstvene organizacije, kakšna je pojavnost debelosti, vidimo, da imamo velik problem. Ampak še huje pa je, če pogledamo, kakšna je pričakovana stopnja debelosti do leta 2035. Tako da imamo na eni strani paradoks, na eni strani imamo resnično predebele in pretežke ljudi in na drugi strani imamo dejansko ljudi, ki dejansko nimajo dostopa do prehrane. Zdaj, telesna dejavnost bi morala biti samoumevna, vsakodnevna, podobno kot je umivanje zob. Zjutraj in zvečer ne razmišljamo, ali si bomo umili zobe. In enako bi moralo biti z telesno dejavnostjo. Torej, ne pozabiti, kakšna je bila definicija telesne dejavnosti, kakršnokoli gibanje, ki poveča energijsko porabo. Tukaj sem namenoma spustila besedo športna vadba, ker športna vadba je samo del telesne dejavnosti. Rečemo lahko, da je naše največje in najvrednejše darilo, ki smo ga prejeli ob rojstvu, naše telo. Zakaj? Praktično je z nami od prvega vdiha, pa še prej, od spočetja, do zadnjega vdiha. 24 ur na dan, vsak teden, vse mesece in vsa leta, ko smo na svetu. Zdaj, kako bomo mi skrbeli za to telo, je seveda odvisno od naše vzgoje, in seveda ne samo od vzgoje, tudi od naših vrednot. In te vrednote so mnogokrat, vsaj po nekako teorijah psihologov, pridobljene že v času najbolj zgodnjega otroštva. Zdaj, kaj pa potrebuje to telo, to naše darilo? V prvi vrsti potrebuje gibanje, potrebuje ustrezno prehrano, jasna stvar, ker z prehrano dobimo energijo za gibanje, in pa seveda potrebuje tudi počitek. Če kaj spremljate poljudno ali pa strokovno literaturo, pa tudi znanstveno, je spanje v bistvu najcenejši regeneracijski pripomoček. In ljudje ga zelo, zelo velikokrat zanemarjamo, predvsem naši mladi in najstniki, ki so kronično neprespani. Torej, telo, da dobro deluje, potrebuje vse te 3 komponente, ki jih imamo tukaj napisano. In če ena od teh komponent manjka, potem nam ta sistem ne deluje tako, kot bi bilo treba. No, tukaj lahko vidimo piramido prehrane in gibanja, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. In po tej piramidi prehrane in gibanja vidimo,
da gibanje predstavlja temelj vsega in šele potem prihaja energija, ki jo to telo potrebuje, v obliki hrane. Brez gibanja tudi najboljša prehrana ne deluje optimalno. Zdaj tukaj na tej drsnici vidimo na levi strani človeka, oziroma tale rdeča površina so človeške mišice. In na levi strani vidimo živčni sistem, ki je sestavljen iz perifernega in centralnega živčevja. Naše telo ima več kot 600 mišic, a ne? In mišice so z določenim namenom. Gre za sistem, ki je narejen za gibanje in ne mirovanje. Mi dejansko poznamo živo naravo, ki se ne premika, in to so rastline. In rastline nimajo mišic. Včasih pa se ljudje obnašamo tako, kot da smo podobni rastlinam in presedimo tudi do 10 in 12 ur na dan. Zdaj, živčni sistem so tisti trakovi ali tiste poti, po katerih potujejo impulzi, ki aktivirajo mišico, da lahko deluje, in takoj zatem gre povratna informacija nazaj v živčni sistem. In mišice in živci in celoten živčni sistem, vključno z možgani, so res tesno povezani. In če želimo optimalen razvoj možganov in ohranjanje tudi kognitivnih funkcij, je telesna dejavnost in mišično gibanje tisto, ki ohranja tudi naše možgane in razvija in izboljšuje možganske funkcije. Zdaj, gibanje, kot sem rekla, ni samo za mišice, je tudi za možgane. Zakaj? Z gibanjem mi ohranjamo spomin, lažje se učimo. In tukaj na tej drsnici želim pokazati, kaj vse smo ljudje sposobni izvajati. Če pogledamo dojenčka, a ne, kako se začne razvijati, vidimo, da vedno najprej začne z nekim dvigovanjem glave, nadaljuje s plazenjem, potem začne laziti, pa hoditi, pa teči, pa padati, plezati, skakati. In tej skupini gibanj rečemo premikanja po prostoru. Še več, če gledamo otrokov razvoj, vidimo, da otrok zelo hitro začne rokovati, prijemati predmete, metati predmete, grabiti, loviti, pokaže nam, da zna udarce, blokade, prijema stvari. In potem imamo še eno skupino gibanj, ki so potiskanja, vlečanja, dviganja in nošenja. In vsa ta gibanja imenujemo temeljna gibanja, ki bi jih bilo dobro ohranjati skozi celotno življenje. Ta gibanja se lahko izvajajo v različnih smereh, torej naprej, nazaj, desno, levo, v diagonalah. Lahko se celo izvajajo v različnih ravninah in po različnih oseh. Primer, pri plazenju, če se uležemo na tla in se kotalimo, je kotaljenje ena oblika plazenja. Zdaj pa, če pogledamo sodobnega človeka, kaj vse od teh gibanj povprečen človek pri 50 letih počne, bomo zelo hitro ugotovili, da od vse te množice gibanj morda uporablja 3 ali 4 gibanja in samo v smeri naprej. Kaj se zgodi, ko mi določenih gibanj ne uporabljamo? Naša telesa so izjemno, izjemno pametna. In tistih gibov, ki jih mi ne uporabimo, tistih nevronskih poti, nevronska pot pa pomeni ta povezava med centralnim živčnim sistemom in mišico, tisto telo ugasne, ker nima potrebe, da jo ohranja pri življenju. In več nevronskih poti, ko telo ugasne, manj smo mi sposobni različnih gibanj. In na koncu se nam zgodi, da imamo odraslega človeka, ki
mu na vadbi, damo vajo, ki dejansko vsebuje hojo nazaj in se mu zvrti. Ker tega gibanja ni navajen, ta nevronska pot je bila ugasnjena in ima težave. Ampak v življenju se velikokrat zgodijo situacije, ko moramo mi zelo hitro odreagirati, odskočiti, reševati se iz kakšnih situacij. In zato je pomembno, da vsa ta temeljna gibanja ohranjamo skozi življenje. No, zdaj vam bom pa pokazala en videoposnetek, zelo zanimiv, ohranjanja nevronskih poti z gibanjem. Seveda pomembno je, ne, da mora biti to gibanje redno. Pa si poglejmo tale videoposnetek. Torej, tukaj lahko vidimo popolnoma vsa temeljna gibanja, ki sem jih malo prej naštela. No, že v tej sestavi smo videli vse. Smo videli skoke, smo videli kotaljenja, smo videli hojo, smo videli smeri naprej, smo videli smeri nazaj. Zdaj imamo pa rokovanja.
Pardon, zdaj se mi je pa skril. Predstavitev bomo še enkrat dali. Opala. Ne. Kaj zdaj vi vidite? Aha, vidite moj urnik. Namesto, da bi videli predstavitev. Evo ga. Zdaj pa imamo. Takole, tukaj smo videli, kako se lahko tudi pri 91 letih je telo sposobno popolnoma vseh gibanj, seveda, če redno in ponavljajoče uporabljamo telo za namen, za katerega je naše telo ustvarjeno. No, kaj pa vidimo tukaj? Tukaj imamo pa eno raziskavo, ki nam kaže, kako se zmanjšuje telesna dejavnost ljudi z leti. Če pogledamo na tale graf, vidimo, da imamo pri 18 letih približno 30% ljudi, ki niso telesno dejavni. To je relativno zelo visok odstotek, ob tem, da vemo, kaj telesna dejavnost pomeni. In če pogledamo, kako se povečuje do 74. leta, vidimo, da skoraj se podvoji na 60%. In pa hkrati s tem, ko narašča telesna nedejavnost, seveda pada tudi aerobna telesna dejavnost, to je srčno-žilna telesna dejavnost in pa tako imenovana vadba za moč. Hkrati s tem, ko pada telesna dejavnost, se povečujejo medicinski stroški za telesno nedejavne ljudi in poglejte, kako se od 45. leta praktično eksponencialno dvigujejo stroški medicinske oskrbe. Medtem ko pri telesno dejavni skupini je tega bistveno manj. Zdaj tukajle vidimo en tak primer, neke telesne dejavnosti, fitnesa, ko imamo tekoče stopnice, torej neplanirano telesno dejavnost, ko gremo na planirano telesno dejavnost. In kar želim s to drsnico povedati, je to, da vsak korak šteje. Ni samo pomembno, ali smo mi telesno dejavni na način, da 2 do 3 na teden delamo vadbo za moč. Enako pomembno je tudi to, da imamo dovolj veliko neplanirane telesne dejavnosti in nekje zadnje raziskave kažejo, da je za neko ohranjanje zdravja pomembno, da človek na dan naredi 10.000 korakov. Teh 10.000 korakov res ni težko dobiti. Na primer, če gremo nakupovat v trgovsko središče in če smo 2 do 3 ure tam, smo že zelo hitro približno na 7 do 8.000 korakih, ne da bi sploh vedeli, da smo telesno dejavni. In če potem taki telesni dejavnosti dodamo še planirano telesno dejavnost za ohranjanje mišične mase in prožnosti mišic in stabilizacijo telesa, smo za svoje zdravje in za svoje telo res veliko naredili. Tudi to, da imamo domačo žival, je res velik plus. Zakaj? Zato, ker sploh kužki, so tisti, ki nas vzpodbujajo, da smo neplanirano telesno dejavni vsaj 2 do 3 na dan, ampak človeški ne pozna meja, in se tudi takole včasih znajdemo, da sprehodimo svojega ljubljenčka. No, tukaj pa vidimo demografske spremembe v Sloveniji od leta 1972. In že en tak hiter pogled na demografske spremembe nam pokaže, da se bo življenjska doba do leta 2032 praktično zelo povečala, bomo imeli večino prebivalstva tam nekje med 40 in 90 letom. In vprašanje ni, ali bomo mi zdaj živeli 90 let ali ne bomo živeli 90 let. Vprašanje tukaj, ki se nam postavlja, je, kako bomo živeli.
Ali bomo odvisni od negovalca? Ali bomo lahko samostojno skrbeli za sebe? In to je tisto, kar bo odločalo o kvaliteti našega življenja. No, pa da še pogledamo po Europop iz 2018, kaj pa so tukaj predikcije za leto 2100. Dejansko vidimo, da bomo imeli namesto piramide, ker v demografiji prebivalstva je najbolje, da imamo piramido, bomo imeli že enako število prebivalstva od 0 do 100 let. In še en dokaz, da bo od nas odvisno, kakšno kvaliteto življenja si želimo imeti v 3. življenjskem obdobju. Zdaj pa si predstavljamo vadbo kot super tabletko. Mi praktično imamo za vsako bolezen skoraj svoje zdravilo. In tako imamo tudi za vsako stanje svojo vajo. Zdaj, kaj mi lahko vadba pomaga? Na primer, vadba mi lahko učinkovito uravnava srčni ritem. Imamo za to tudi zdravilo. Od nas je odvisno, kaj bomo izbrali. Celo več, imamo več zdravil za srčni ritem, imamo tudi več vadb za uravnavanje srčnega ritma. Vadba preprečuje zgoščevanje krvi, pomaga pri širjenju krvnih žil, zmanjša frekvenco srca v mirovanju, zmanjša slab holesterol, zniža krvni tlak, zmanjša se glukoza v krvi. Torej, če bi imeli vadbo kot super tabletko, bi jo vzeli, mi jo imamo. In ta super tabletka je gibanje. Ali je vsako zdravilo primerno za vsakogar? Ali za vsako stanje? Ni. In enako je tudi pri vadbi. Če je moje telo v določenem stanju, na primer v kronični bolečini hrbta, potem zagotovo takemu telesu ne bomo predpisali visokointenzivno vadbenega treninga, pač pa bomo takemu telesu zagotovili, da bo delal vse vaje za preprečevanje teh bolečin. In to so zelo preproste vaje lokalne stabilizacije, ki jih lahko delamo tudi doma, ni potrebno, da jih delamo s trenerjem. Seveda je dobro, da se jih naučimo, skratka, ni vsaka vadba dobra za vsako stanje. Enako kot pri zdravilih, ni eno zdravilo za vse. Zato moramo biti do svojega telesa v bistvu zelo nežni, svoje telo moramo poslušati, kaj nam govori, kaj želi, se z njim pogovarjati. In tudi, ko telo reče, to je pa preveč, ga je treba morda upoštevati in mu dati nekaj drugega, da se bo počutil dobro. Ker tudi, če grem jaz na neko vadbo, po kateri sem potem tako izčrpan, da ne morem početi nič več drugega v tistem dnevu, je to znak, da smo morda tudi malo pretiravali. Torej, če naredim povzetek, vadba ni univerzalna. Ni nujno, da kar je dobro za enega, da je dobro tudi za drugega. No, zdaj pa si malo poglejmo, kaj so pa tisti dejavniki, ki odraslo populacijo nekako ovirajo pri redni telesni dejavnosti. Večina odraslih, vsaj po raziskavah sodeč, trdi, da je pomanjkanje časa največja ovira za redno gibanje. Ampak, če pogledamo v tem trenutku vsak na svoj telefon in pogledamo, koliko smo imeli danes zaslonskega časa, bomo hitro ugotovili, da če bi 1/3 zaslonskega časa na telefonu zamenjali za neko obliko telesne dejavnosti, da bi ta izgovor dejansko lahko bil odveč.
Pomanjkanje motivacije. Ja, to pa je velik problem. Zakaj? Zato, ker samo tisti, ki je notranje motiviran, bo lahko dolgo časa in dolgoročno nekaj počel. Sploh, če mi recimo neka vadba ni blizu, pa če imam neko zamero do vadbe v smislu, da se mi je kot otroku nekaj zgodilo in ne vem, morda profesor v šoli, da nam ni znal predmeta približati na način, kot bi si ga želeli ali pa kot bi mi takrat potrebovali, a ne. Ampak kljub vsemu, če vemo, da je naše telo narejeno za gibanje in da če mu gibanja ne damo, da naše telo oboleva, da dejansko joče po tem, da mu pomagamo, bi mogla biti že to dovolj velika motivacija, da se prepričamo in da začnemo z majhnimi koraki. To ne pomeni, da morate danes vstati in iti in začeti teči 10 kilometrov, 3 ure na dan telovaditi. Ne. Zavedajmo se, vsak korak šteje. 10 minut je več kot 5 minut, 5 minut je več kot 0 minut. In postopoma, res postopoma, bo naše telo se navadilo na tovrstne obremenitve in počutje, ki ga bomo imeli potem, ko bomo nekaj naredili za svoje telo, bo tisto, ki nas bo nadalje nekako notranje motiviralo. No, mnogi so navajali tudi pomanjkanje denarja, pa vendar zato, da smo telesno dejavni, dejansko ne potrebujemo denarja. Doktor Viktor Murnik, oče slovenske telovadbe, je rekel: najboljša zdravilnica je narava, najboljša zdravilnica je telovadnica, tako da naravo v Sloveniji imamo še vedno brezplačno in jo lahko tudi kot tako izkoristimo. Kar je res tudi en velik problem, ki nas ovira pri aktivnem življenjskem slogu, je tudi tehnologija, vse na dotik. Če pogledamo, kako so naši predniki morali prihajati do hrane, da so preživeli, in če pogledamo, kako danes pridemo do hrane, ker praktično hrana pride do vrat, potem vidimo, da smo tukaj dobili en cel manko gibanja, ki je včasih bil potreben, danes pa ni. Ne pozabiti, naša telesa so enaka, kot so bila takrat, ko so morali ljudje svojo hrano pridobiti sami. Enako je pri nakupovanju. Torej, nakupovanje v živo je kar zahteven šport. Kar veliko energije je potrebno, da hodimo po trgovinah, da se oblačimo, da se slačimo. Sploh pri trgovinskih centrih, predno prideš iz enega konca na drugega, je kar nekaj korakov in kar nekaj napora potrebnega. Ampak zopet, lahko si vse pripeljemo na dom in imamo cel kup neplanirane telesne dejavnosti, ki nam je zopet odpadla. In vse, kar nekdo drug naredi v gibalnem smislu za nas, nekako nam dolgoročno škodi. Zdaj, če pogledamo aktivne odmore. Recimo aktivni odmor 10 do 15 minut po vsakem daljšem predavanju bi opazno izboljšal učno in delovno uspešnost. Pa si poglejmo eno zanimivo raziskavico, ki to potrjuje. To je bilo sicer narejeno na šolski populaciji, pa vendarle, če pogledamo sliko, vidimo 2 glavi, na eni glavi imamo modro in zeleno barvo. To nam nakazuje stanje možganov nizke aktivnosti po 20 minutah tihega sedenja. In tole, kjer vidite že oranžno in rumeno dodatno pobarvano, je aktivnost možganska po 20 minutah hoje. In ta rdeče-oranžna barva pomeni visoko aktivnost. Torej, 20 minut hoje izrazito poveča možgansko aktivnost v območjih, kot so pozornost, spomin in izvršilne funkcije. To pa pripravi naše možgane na učenje in na delovno temperaturo. Torej, tudi v službi, ko smo, ko imamo možnost, da imamo odmor ali pa da moramo zamenjati nadstropja, uporabimo stopnice. Učinki
hoje so takojšnji. Pri tej raziskavi se je izkazalo, da so otroci takoj po gibanju bolje reševali naloge pozornosti in spomina in tudi fokus in samouravnavanje je bilo izboljšano. Zato tudi ta kampanja vadbe na delovnem mestu ni samo neka modna muha, ampak ima zadaj resnično znanstveno podprta dognanja o delovanju naših možganov. No, to je še ena raziskava posledic telesne nedejavnosti. In sicer, če smo telesno nedejavni že kot otroci, praktično smo vedno en korak za tistimi, ki so, ali pa dva, ki so telesno nedejavni, ki so telesno dejavni, in pa imamo dvakrat večje možnosti, da bomo tudi, ko bomo odrasli, debeli. Kaj zdaj pomeni debelost? Debelost pomeni, da je moj indeks telesne mase ali tako imenovani BMI večji kot 30. Nekje normalno je, da imamo indeks telesne mase med 18 in 25. Vse, kar je med 25 in 30, se smatra za prekomerno telesno težo in vse, kar je nad 30, se smatra, da smo v stanju debelosti. Morda še to, posledice telesne nedejavnosti, 5,3 milijone prezgodne smrti na leto lahko pripišemo telesni nedejavnosti. In po lestvici smrtnosti Svetovne zdravstvene organizacije je sedeči način življenja nekako že zavzel mesto pred kajenjem. No, zdaj pa imamo tole strategijo prilagajanja. Kaj vidimo na tejle drsnici, a ne? Na tejle drsnici vidimo, da ne glede na to, kdaj v bistvu, torej bom drugače začela. Na tej drsnici vidimo, da tisti, ki so že v zgodnjem otroštvu dejansko se začeli ukvarjati s športom, dlje časa ohranjajo svoje sposobnosti nad povprečjem. Tisti, ki so bili fit, vidimo, da so za njimi. Tisti, ki so bili nekako v povprečju, so spet za njimi, tisti, ki pa niso sploh bili telesno dejavni, se niso ukvarjali s športom v svoji mladosti in tudi kasneje ne, so pa ves čas nekje pod povprečjem, kar pomeni tudi, da imajo veliko večje tveganje za razvoj vseh kroničnih nenalezljivih bolezni. Ampak tukaj imamo v bistvu eno zelo pozitivno novico, in sicer ne glede na to, pri kateri starosti začnemo, s telesno dejavnostjo dvignemo telesno pripravljenost in si tudi dvignemo kvaliteto življenja. Tukaj na tej drsnici vidimo izgubo mišične mase z leti in tukaj je gospod pri 40 letih se odločil, da bo začel z vadbo za moč. In pri 46 letih je imel za sabo 6 let vadbe za moč in poglejte, kako je v bistvu dvignil upadanje svoje mišične mase. Kar pa za njega seveda pomeni, da bo dlje časa lahko sposoben skrbeti sam zase. Pa je začel šele pri 40 letih. Torej, tudi če začnete pri 46, pri 55 ali pri 65, bo rezultat. Važno je, da začnete in da nadaljujete. Recimo, delali so eno raziskavo pred leti v domu starejših občanov, kjer so bili ljudje, ki so bili še pokretni in so lahko skrbeli sami za sebe in so začeli z vadbo, tako dosti preprosto vadbo z edinim ciljem, da bojo pri zeleni luči prišli čez cesto. Zakaj? Zato, ker so ocenili, da če starostnik pri zeleni luči nima te hitrosti, da pride čez cesto, je to za njega smrtno nevarno. In so res delali z ljudmi, ki so bili tam stari med 70 in 80 let. In že po 4 tednih je skoraj polovica napredovala do tja, da so lahko pri zeleni luči prišli
čez cesto. Govorimo zdaj tiste ceste, ki so dvopasovnice in tako naprej. Okej. Ja, zdaj, ko mi vadimo, a ne, je dobro, da imamo neko začetno in končno stanje. Zdaj vsi tisti, ki ste danes na predavanju, ta sistem že zelo dobro poznate, ker verjamem, da ste se že prijavili na testiranje SlowFit, vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti. Kaj pravzaprav SlowFit je? Je neka nadgradnja 40-letne tradicije spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju, ki smo ga seveda nekako podaljšali življenjsko obdobje, je bilo treba kakšne naloge prilagoditi, ampak lahko imamo podatke, ki jih povežemo s športno-vzgojnim kartonom, ki smo ga delali v naših mlajših letih. In tukaj je seveda pripravljen sklop merskih nalog in kar je najlepše, ta aplikacija je brezplačna, meritve so brezplačne, saj se vse v zvezi s temi meritvami, vsa sredstva pridobiva skozi različne nacionalne in mednarodne projekte in trenutno potekajo vsa ta preverjanja telesne dejavnosti, telesne zmogljivosti po celi Sloveniji. Kaj je namen programa, konkretno SlowFit, je, da spodbudimo vse izvajalce športnih programov, da vzpodbudimo odrasle, da ne samo, da vadijo, ampak da dejansko spremljajo svojo telesno zmogljivost. Takole recimo izgleda spremljanje gibalne učinkovitosti naših otrok, ki jih merimo od 6. razreda pa do konca srednje šole, celo populacijo zmerimo in vidimo, kaj se dogaja, in vidimo, kaj se je zgodilo tukajle pri covidu, ko smo zaprli šole, in kakšna velika škoda je bila storjena njihovim telesom, saj je gibalna učinkovitost padla za 16%. No, če govorimo o telesni dejavnosti, moramo zagotovo govoriti tudi o 24-urnemu gibalnemu vedenju. Zdaj, smernice za telesno dejavnost imamo tukajle napisane, manj zmogljivi nekje od 150 do 300 minut tedensko, bolj zmogljivi celo več. Če gre za visoko intenzivno vadbo, je to 75 do 150 minut tedensko, lahko tudi več pri bolj zmogljivih. In pa vadba za moč večjih mišičnih skupin zaradi ohranjanja mišične mase, manj zmogljivi 2-krat na teden in bolj zmogljivi lahko tudi več. Kar je zelo pomembno, je, da tukaj zraven dodamo še spanje, in to ustrezen ritem spanja med 7 in 9 urami, neprekinjenega spanja na noč in vsakodnevno rutino odhoda v posteljo približno ob isti uri. Kar moramo zraven še vedeti je, da poskušajmo zmanjševati sedentarni način življenja in tudi poskušamo preprečevati zaslonski čas, tisti zaslonski čas, ki je prostočasen, a ne. In hkrati z vsem, kar sem povedala, potrebujemo ustrezno energijo, uravnotežene prehrane, torej pestro izbiro nepredelanih živil, veliko vnosa, dovoljšnega vnosa in omejeno uživanje sladkih pijač, alkoholnih pijač in še kaj bi se našlo. Redna telesna dejavnost ima dejansko same pozitivne učinke, imamo več energije, bolj smo sproščeni, izboljša se nam krvni pritisk, zmanjšajo se nam različne oblike bolezni, sproščajo se med vadbo hormoni sreče. V bistvu, ko mi vadimo mišico, vadimo tudi možgane. In če si zdaj morda še bolj natanko pogledamo tele pozitivne učinke, na kaj vse vpliva gibanje. Zmanjša tveganje za razvoj koronarnih bolezni, uravnava krvni tlak, varovalna vloga pri pojavu sladkorne bolezni tipa 2, ki ni več samo bolezen starostnikov, dejansko je to zdaj bolezen populacije. Zmanjšuje se tveganje za nastanek nekaterih rakavih obolenj, preprečuje se debelost, pomaga vzdrževati telesno maso, izboljšuje še mišično-skeletno zdravje
in imamo pozitivni učinek na preprečevanje osteoporoze, zlomov vretenc kolka. Kaj pa pravzaprav osteoporoza je? Krhkost kosti, ampak zavedati se moramo, da je kost živo tkivo, ki se v odziv na obremenitev krepi. Kaj so še pozitivni vplivi? Zmanjšuje se stres, anksioznost, depresija, kar pomeni pozitiven vpliv na duševno zdravje, pozitiven vpliv na učno in delovno uspešnost. Kaj lahko rečemo na koncu? Gibanje je življenje, življenje je gibanje. Torej gibanje ni kot nek samo dodatek življenju. In zdaj se moramo vprašati, ne, vi počasi zdaj zaključujete v tej skupini vadbe, kako bomo šli naprej? Kako bomo šli naprej, ko se bo projekt zaključil? Kaj boste odnesli od vsega tega, kar ste bili deležni v tem projektu, od delavnic, do webinarjev, do vadbenih treningov, do meritev? Ali boste znali peljati to naprej? In kar je ključno, je to, da ni treba, da je vse popolno, ni treba, da je vse veliko, pomembno je samo to, da ne odnehate. In da imate globoko v sebi prepričanje, da gibanje in vadba ni neka kazen, ampak gibanje je priložnost. In gibanje je priložnost za življenje. Tako, to je z moje strani vse. Vidim, da sem bila kar točna, 45 minut. Zdaj vas pa povabim, da morda še vi poveste kakšno svoje mnenje. Samo še gospa Jožica je z mano. Imate kakšno vprašanje? Če nimate, potem bi jaz zaključila današnji webinar. Vsi tisti, ki si ga niste uspeli danes udeležiti, vas pa vabim, da si ga ogledate na spletni strani projekta. Hvala lepa in nasvidenje.